Mreža nepreglednega poslovanja in kakšne so posledice za gospodarstvo. Prvi primer, ki ga objavljamo danes, je poseben, saj ne sodi v to mrežo, gre pa za izjemno zanimivo ime. Zoltan Varga je namreč eden od najbogatejših in najvplivnejših Slovencev, ki je v finančnih krogih v tujini naredil bliskovito kariero in zaslužil milijone, doma pa ostal skoraj povsem anonimen. Dela v Hongkongu kot partner pri enem največjih investicijskih skladov na svetu, kjer se obračajo milijarde. Za leto 2011 je slovenska vlada sprejela proračun, prihodki 8 milijard evrov. No, na drugi strani zemeljske oble je peti največji investicijski sklad na svetu, ZIF, vplačal eno največjih delniških stav, težko kar 9,2 milijarde evrov, večjo torej od prihodkov celotnega slovenskega proračuna. Med 8 izvršnimi direktorji sklada pa na spletu najdemo ime Zoltan Varga. Slovenec je ob tem še šef vseh azijskih investicijskih poslov s sedežem v tej stavbi v središču Hongkonga. A vrnimo se nazaj na drugo stran oble. Varga se je rodil leta 1974 v Zagrebu, otroštvo je preživel v Zrečah pod Roglo, kot odličnak je končal celjsko gimnazijo. Sosedje vedole, da je v tujini, kaj in s kakšnimi zneski operira, ne ve nihče. Ja, to se sliši, da je na borzi nekje tam, v Ameriki, ne vem, kje deluje pravzaprav. V tujini je, sigurno. Pa žena je v tujini, pa otroci so v tujini, trebač pa. Čudoviti ljudje. Leta 1996 je diplomiral na ameriški univerzi DePaul in z 22 leti začel bliskovito kariero pri banki Goldman Sachs, kjer je bil analitik v oddelku za združitve in prevzeme. Na Wall Streetu je spoznal Daniela Oka, ustanovitelja sklada, in skozi velika vrata vstopil k ZIF-u. A za navidez bleščečo zgodbo o uspehu zdaj dokumenti mednarodnega konzorcija raziskovalnih novinarjev razkrivajo zgodovino Vargovega poslovanja prek davčne oaze Deviški otoki. 12. oktobra 2007 je New York Times poročal, da bo Varga prejel nagrado najmanj 33 milijonov evrov. Čez 3 tedne, 2. novembra, je kupil podjetje Bofita, 27. novembra 2007 pa še podjetji Trend Express in Garden Town. Za pojasnitev ozadja teh kronološko povezanih dogodkov smo poklicali tudi Vargo v Hongkong. Zoltan Varga pri telefonu. Jaz bi čisto z vami kot osebno govorila, ne v okviru vašega podjetja. Ne, tudi ne moram niti osebno. Recimo, rada bi vas vprašala, no? Moja firma ne dovoli komentarjev. A vas lahko samo vprašam, a imate vi osebno kot Zoltan Varga v lasti eno podjetje na Deviških otokih? Ne morem komentirati na to. Pa koliko podjetij imate oziroma ste imeli tam? Ne morem nič komentirati. Zakaj ne? Ne razumem. Ne morem pač komentirati, tako imamo pa moja firma ne dozvoluje tega. Čeprav je Varga rezident Hongkonga, je imel prek podjetja Trend Express v lasti tudi jahto Pershing 50, registrirano v drugi davčni oazi Gibraltarju. In kot razkrivajo dokumenti, zasidrano na hrvaški obali, kjer ima ženo tudi luksuzno vilo. Varga ženo živi v tej ulici v Hongkongu, glede na spletne vire. Njegova osnovna letna plača znaša okoli 200 tisoč evrov, ima pa tudi delnice v vrednosti skoraj 100 milijonov evrov. Podatka, koliko denarja in kdo naj bi ga nakazoval na podjetja v Deviških otokih, še nimamo. Vargove dodatne pisne odgovore še pričakujemo. Ekipa naših preiskovalnih novinarjev seveda pripravlja še več zgodb o poslovanju Slovencev prek podjetij v davčnih oazah. Med njimi so tudi znane imena iz slovenskih privatizacijskih zgodb. Za koga gre, boste izvedeli prihodnji teden. Davčne tajne se ne bodo pojavili na temu seznamu. Pomeni, ali je to zdaj signal za vse tiste, ki pošteno delajo, ki stavljajo račune, pa nimajo denarja, da plačajo, da začnejo delati tudi oni na črno, da se ne bodo pojavili na seznamu, in zaradi tega spravim, da ta seznam ni dober. Na tem seznamu se pojavijo pošteni davkoplačevalci, ki nimajo denarja, davčni goljufi pa niso na tem seznamu.